pozdravljeni, vsi prisotni, mediji in tudi nekateri gosti, ki so se udeležili. Moje ime je Robert Rogič, jaz sem predstavnik civilne iniciative Kras, na moji desni je gospod Miha Pogačar, predstavnik civilne iniciative za Primorsko, na moji levi zopet sledijo Barbara Ječič, predstavnica tudi civilne iniciative Kras, in na moji skrajni levi gospod Cene Šerbinek iz civilne iniciative za Štajersko. Pozdravljam vas na tretji tiskovni konferenci, ki jo organizirajo civilne iniciative. Dve od teh smo organizirali na Krasu, tretjo smo pa organizirali tukaj v Ljubljani in mislim tudi vse nadaljne do 1. maja bodo tukaj v Ljubljani. Predvsem zaradi tega, ker smo v bistvu za našo pobudo, za našo aktivnost od civilne iniciative Kras in za Primorsko odprli v bistvu še nekatere probleme, ki so pa problem celotne Slovenije oziroma se dogajajo v celotnem obmejnem pasu države Slovenije. Torej, kot sami veste, naša pobuda temelji na možnosti uvedbe zaščitne klauzule v okviru pristopne pogodbe EU. Se pravi, ta čas se izteče 1. maja letos. Gre za konec 7-letnega obdobja, v katerem lahko država Slovenija uveljavlja te elemente, če ugotovi na določenem območju določene resne motnje, predvsem na trgu nepremičnin, ki potem vplivajo tudi lahko na gospodarske dejavnosti na tem območju. Ker smo mi kot civilna iniciativa Kras predvsem opozarjali na ta problem že od leta 2007, to si lahko gledate tudi na naši spletni strani, imamo objavljena gor vsa naša pisma, ki smo jih v tem kontekstu pisali od predsednika vlade in države navzdol. Seveda so bila vezana predvsem na problematiko prostorskega načrtovanja satelitskih naselij na Krasu, ampak smo vedno v tem kontekstu tudi opozarjali na možnost uvedbe zaščitne klauzule, ker smo seveda tudi vedno podajali tudi neke predloge za državi za rešitve. Torej, seveda, ker se v tem času ni nič zgodilo, smo letos s 1. januarjem začeli tako malo bolj organizirano kampanjo in tudi gremo do konca, ne bomo odnehali, dokler se pač tej državi na to temo nekaj zgodi. Zdaj, ali je to uvedba zaščitne klauzule, ali bo to kakršnakoli druga oblika, to bo pa seveda povedala država in njihova medresorska komisija, ki ta trenutek deluje pri Ministrstvu za pravosodje. Vsekakor je pa naša naloga že s tem, ko smo danes tukaj izpolnjena, sami poznate tudi ustavo, kaj govori o ljudski iniciativi, o ljudski pobudi, to je to, kar zdaj danes in te tedne in mesece doživljate. Naša naloga je na nek način izpolnjena, mi smo celoten problem konkretno Krasa in vseh obmejnih območij v Sloveniji zelo močno aktualizirali in se vam na tem mestu tudi zahvaljujem v imenu vseh civilnih iniciativ medijem, kajti praktično ste vi to novico in zelo dobro medijsko pokrili in tudi zelo dobro aktualizirali v vseh možnih medijskih odzivih, ki so bili na te teme. In torej naša naloga je s tem, da na nek način končana, kajti cela Slovenija govori o tem, polemizira se, ustanovljena je celo medresorska komisija. Mi pravkar zdaj tudi prihajamo iz parlamenta, kjer smo se sestali z predsednico odbora za zunanje zadeve oziroma mednarodne odnose in bomo kasneje vam tudi povedali, kaj smo o tem se dogovorili. Sveda cilj, poleg te naloge, pa ni še dosežen. In cilj je pa, da se nekako trajnostno zagotovi en pameten, uravnotežen, predvsem prostorski razvoj teh obmejnih območjih, v katerem bodo seveda domače prebivalstvo imelo možnosti za ta prav razvoj, da se ne bo odseljevalo stran iz teh območij in da bo tudi, bom rekel, na nek način trajnostno naravnan celoten ta razvoj na teh območjih. Danes bomo praktično samo dve formalni zadevi vam predstavili. Prva je deklaracija vseh slovenskih občin, ki jo bomo seveda posredovali danes oziroma jutri vsem slovenskim občinam v zvezi z podporo
za uveljavitev zaščitne klavzule s trgom nepremičnin na Slovenskem. Jo bo gospa Barbara Jejčič prebrala. In druga je napovednik seje Državnega sveta, ki bo 24. marca, ki bo pol kasneje gospod Miha Pogačar pač obrazložil. In kasneje bo tudi še iz, bom rekel, bratske iniciative Štajerske tudi bojo povedali pač kakšne probleme imajo na Štajerskem. Zdaj pa Barbara, izvoli tvoja beseda. Ja, kar izvolite. En stol. Dobro. Deklaracija občin podporo pobudi za uveljavitev zaščitne klauzule v zvezi s trgom nepremičnin. Podporniki civilne iniciative Kras in civilne iniciative za Primorsko smo dne 27. januarja letos na Vlado Republike Slovenije naslovili javno pismo s pobudo, da še pred 1. majem 2011 pri Evropski komisiji začne postopek za odobritev zaščitnih ukrepov v zvezi s trgom nepremičnin v Republiki Sloveniji. Omenjeno javno pismo je dostopno tudi na spletni strani, boste dobili potem kopije tega dokumenta. Civilni iniciativi Kras in za Primorsko opozarjata predvsem na težave, ki so se v času odstopa Slovenije v Evropsko unijo, predvsem na območju Primorske in Krasa, pokazale kot resne motnje na trgu nepremičnin in so posledica povečanega povpraševanja po nepremičninah predvsem strani tujih državljanov, torej državljanov držav Evropskega gospodarskega prostora. Težave, ki se pojavljajo na Krasu, pa niso zgolj kraške, temveč so vse slovenske. Kras je namreč pomembna naravna in kulturna vrednota Slovenije. Vsi, predvsem pa odgovorni na občinski in nacionalni ravni, smo dolžni poskrbeti, da bo Kras tudi za prihodnje rodove ostal eden od biserov slovenske naravne in kulturne dediščine, kot je že prepoznan tudi v nacionalnih strateških dokumentih. Poleg tega so omenjene težave ne pojavljajo zgolj na Krasu, temveč tudi na Štajerskem, kolegi iz Kungote, pa na Dolenjskem, okolici Brežic in drugod. Zato pozivamo vse župane in občinske svete slovenskih občin, da našo pobudo podprete. To lahko storite tako, da na seji občinskega sveta sprejmete izjavo o sprejemu deklaracije občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin, ter jo posredujete Vladi Republike Slovenije in pristojnim ministrstvom. Deklaracijo občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin in osnutek izjave o sprejemu deklaracije občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin vam pošiljamo v prilogi. To boste dobili, kot sem že omenila, kasneje. Zaradi časovne nujnosti problematike pa prosimo občine, da priloženo gradivo obravnavajo že na naslednji seji občinskega sveta. Hvala, Barbara. Sem pozval povedati, vprašanja bomo pol kasneje z veseljem, na vaše vprašanje bomo z veseljem kasneje odgovarjali, bi pa zdaj kar šli pol še na sejo Državnega sveta. Hvala lepa. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi. V skladu z dinamiko, oziroma to, ko smo načrtovali, je civilna iniciativa za Primorsko, civilna iniciativa Kras, ker že leta opozarja in ugotavlja, da dosedanja politika nestrokovnih posegov in stihijskega urejanja kraškega prostora z neurejenim in nepreglednim nepremičninskim trgom v zadnjih 20 letih dolgoročno vodi poleg neurejenega prostora na območju celotnega Krasa tudi v spreminjanje etične strukture prebivalstva ob naši zahodni slovenski meji. Tak odnos do prostora povzroča neljube zaplete na medčloveški ravni prebivalcev, bodisi domačinov, priseljencev iz notranjosti Slovenije ali iz tujine v tamkajšnjih krajih. Zato smo se odločili, da skupaj z Državnim svetom 24. marca ob 14. uri skličemo delovni posvet na temo Slovenija in uveljavitev zaščitne klavzule na Primorskem. Seveda, posebno na Primorskem. Zraven v tej okrogli mizi bodo sodelovali priznani strokovnjaki kot uvodničarji, kot so dr. Ljubolah, dr. Anton Prosen in dr. Vladislav Placer. Dva med temi sta tudi danes med nami.
če bo potem kaj vprašanj, bo sta okrog tega kaj povedala. Vendar, ko sem že pri besedi, bi se to, kar je moj kolega Rogič povedal, velika zahvala gre vam, medijem, da ste spremljali in reagirali tako, kot je treba na problem in obvestili in zanimirali slovenska javnost glede tega. Vendar bi v tej zadevi jasno povedal naslednje. Mi na Krasu smo z velikim pričakovanjem šli na sejo Sežanskega občinskega sveta, ki je prvič obravnaval to deklaracijo in odšli globoko razočarjeni nad sprejetim sklepom. Seveda, predhodno tej seji so bile tudi seje dveh delovnih teles Sežanskega občinskega sveta, in sicer odbor za urejanje prostora in odbor za gospodarstvo, kjer je lejga zlomka član odbora ene izmed sežanskih oziroma kraških največjih nepremičninarjev. To se pravi, jaz bom kar z besedo imenoval, Marjan Suša, direktor in lastnik nepremičninskega podjetja RUI. Seveda, scenarij je bil naslednji. Prvič, zmanjševanje in minimaliziranje problema kot takega in drugič, potem tudi, da ne rečem, diskreditacijo nas, ki imamo malo drugačno stališče od tega. In ravno zato se gre, da se politika tega in urejanja prostora oblikuje čisto v nekih drugih krogih, ki imajo čisto zgolj kapitalske oziroma druge interese. Hauk, govoril sem. Ja, hvala lepa. Hvala, Miha. Zdaj bi jaz dal še besedo gospodu Šerbinku iz Civilne iniciative za Štajersko. Lepo zdrav vsem kolegicam in kolegom, tudi z moje strani. Prihajam iz Svečine, se pravi obmejne vasice. Če ne poznate, bi rad malo plastično orisal, kje pač Svečina leži. Smo na najbolj zahodnem delu Slovenskih goric, med bivšima državnima prehodoma Šentilj in Jurjev Pesnici, se pravi 15 km severno od Maribora. Naš problem je skoraj na las identičen problemom s Krasa, mogoče s to razliko, da se pri nas pač pretežno kupujejo kmetijska zemljišča z pripadajočimi objekti, manj pa se naseljujejo oziroma se pa ne naseljujejo tujci v vasi ali pa v vaseh. In zakaj izpostavljamo ta problem? Zaradi tega, ker živimo na meji, ki je vseh teh 50 letih ali pa od leta 60 naprej bila označena na ta način, da se je prebivalstvo s te meje odseljevalo. Se pravi, v to obmejno območje ni bilo vloženega nič. Ljudje so se v zadnjih 50 letih odselili in sicer v takšnem merilo, da je iz 1500 prebivalcev v Svečini ostalo le še 1000. Sama meja se pa v zadnjih letih, od leta 2007 naprej, prazni še na ta način, da se vsi objekti, hiše, ki se tukaj prodajajo skupaj z kmetijskim zemljiščem, ostajajo prazne in ljudje se odselijo in nikoli več ne pridejo. Se pravi, meja postaja mrtva, ne živa, ljudi na tej meji ni in to mejo v bistvu zasedajo počasi pač tuji lastniki. In tudi mi, tako kot na Krasu, si želimo, da bi v bistvu tudi nam preko lokalnih skupnosti ali pa preko, spravi posredno tudi države, omogočili, da tudi sami vidimo priložnost za razvoj, za napredek in za obstoj, če lahko tako rečem, naših družin ali pa naših zanamcev. In upam in verjamem, da bo tudi vlada in ustrezna ministrstva ravnala odgovorno in da se lahko zanesemo na njih, da bomo tudi z svojimi zahtevami ali pa svojimi opombami uslišani. Toliko na kratko. Hvala lepa, Cene. Zdaj pa jaz kar predajam še besedo dr. Prosenu, že ko so mikrofoni na tej strani, da bo še on par besed povedal, predvsem pa nekaj besed o podpori ene zelo pomembne strokovne inštitucije v Sloveniji. Ja. Jaz bi se lepo pozdravil, se moram naprej opravičiti, imam eno tako obdobje, ko je kar en prehlad me že daje, tako da je
pa mogoče tudi preveč javnih nastopov v zvezi z zaščitno klauzulo. Zadnjo času sem strahotno angažiran. Jaz bom povedal naslednje. Prihajam pravzaprav eni trojni vlogi. Sam kot Anton Prosen, nekdanji profesor Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, seveda sem še vedno sorazmerno aktiven, čeprav pravim, da sem eno leto že v svobodnem poklicu. Ta druga zadeva, da prihajam kot član nekdanje komisije vlade, ki je pripravljala neko strokovno gradivo, ga bom danes tudi nakratko malo povedal v bistvu, kaj je bilo to gradivo iz leta 1998. In še ena druga zadeva, da prihajam v imenu neke skupine, ki jo bom pozneje tudi predstavil, in sicer odgovorno do prostora. Zdaj, jaz bi začel s prvo. Jaz sem začel s to zadevo podporo Krasu, pravzaprav v tem smislu, sam sem sicer Primorca, malo se pozna že po naglasu. Drugo je, da sem se jaz kot strokovnjak za urejanje prostora specializiral za razvoj podeželskega prostora, prenovo vasi in pa se pravi in pa razvoj podeželja. Zelo to, kar je moj sosed v bistvu povedal, v tem smislu seveda je v Sloveniji zadeva zelo kritična. Bom enostavno povedal, da za to so namenjeni denarji, zelo veliki, mislim, da tudi iz Bruslja precej dobimo. Konkretnih rezultatov pa jaz v bistvu vsaj v svoji 27-letni karieri, ki sem jo preživel na univerzi, v bistvu ne vidim. No, tudi prej, v bistvu s temi problemi sem se srečeval, ker sem v bistvu izprašal iz prakse. Vodil sem ene občini kar nekaj let oddelek za urejanje prostora in seveda te probleme več ali manj so mi zelo prezentne. Da so se naši sestavljavci ustave pravzaprav nekako ustrašili, da slovensko zemljo lahko zelo hitro prodamo. Veste, da v prvi ustavi je bilo dosti zacementirano, da v bistvu tujci ne morejo kupovati zemljo. Začela se je zgodba seveda z španskim kompromisom, to veste vsi, in takrat seveda smo se začeli zavedati pod pritiskom seveda drugih vlad, nekateri veste, katere so te vlade, je Slovenija seveda popustila in spremenila zakon, seveda takrat je bila ta klauzula vzajemnosti. Super zadeva smo si mislili, tudi takrat ni bilo nekega prav pretiranega navala, vendar vlada je takrat imenovala, to je bilo leta 1997, neko skupino, strokovno, izrazito, moram še enkrat poudariti, nič ni bila politična, vsaj da bi jaz vedel, ker jaz nobeni stranki, pa tudi moji kolegi takrat niso bili. In sicer smo potem 98. leta je šla ena dost zanimiva študija, in sicer se imenuje Razvojna strategija varovanja državnega oziroma javnega interesa v zvezi z nepremičninami. In sicer nekako predlog ukrepov za vzpostavitev aktivne prostorske politike in usklajevanje nepremičninske in prostorske zakonodaje, vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo. Če nakratko predstavim samo sodelavce, če mi dovolite, če je toliko časa, jaz bom zelo dolg, se je rekel, da bom kratek, In sicer skupina je vodila takrat zelo mlada pravnica, pa moram reči, zelo uspešna, smo bili vsi presenečeni, Mateja Tamara Fajs. Sodelovali pa potem Mirko Brnič, arhitekt, potem Jože Dekleva, arhitekt, Damjana Jenštrle, tudi arhitektka, potem Darko Likar iz Fakultete za arhitekturo, arhitekt, dr. Srna Mandičeva iz Fakultete za družbene vede, Jože Murko, gradbeni inženir, ki se je ukvarjal takrat z cenitvami, potem jaz osebno, Janko Rožič, arhitekt, potem Vladimir Štefančič, ekonomist iz Urbanističnega inštituta, Igor Strnad, tudi pravnik, Borut Čantl, pravnik, in pa Gregor Virant, dr. Gregor Virant, pravnik, in pa Franc Zakrajšek, on se ukvarja predvsem z informacijskimi sistemi. Kaj smo takrat, v bistvu, če samo nakratko povem, da mi bo malo več časa ostalo, da bom tisto pismo še probal prebrati, je bilo naslednje. Mi smo vedeli, da je to izrazito prostorski problem. Poznali smo, pravniki so nas v tem smislu zelo dobro podučili, da je do kakršnekoli zaščitne klavzule bo zelo težko priditi.
da je Danska edina država, to veste, ki je v bistvu uspela zadeve dosti kvalitetno regulirati že ob vstopu v Evropsko unijo. Seveda, tisti, ki poznamo dansko zakonodajo, je zelo stroga tako do svojih občanov, kot pa do tujcev pa sploh. In seveda jim je nekako uspelo. Drugim državam moram reči, da ne. Seveda smo pa ugotovili že takrat, da se da celo zadevo zelo kvalitetno regulirati, predvsem na lokalni ravni. To znajo zelo kvalitetno Avstrijci, to znajo izredno kvalitetno delati Nemci, čeprav vam moram povedati, znotraj pa toliko v bistvu nekih pasti, ki se da stvari mečkam tudi zgolfati. Dedovanje, navidezna dedovanja in podobne zadeve. Potem recimo ena zadeva, slamnati kupci in podobna zadeva. Takrat smo rekli, da bi morala vlada sprejeti deklaracijo o usmeritvah za celovito gospodarjenje s prostorom. Drugo, kar smo predlagali, je bilo, da bi vendar moralo v okviru slovenske vlade obstajati nek prostorski svet. Se pravi, neko koordinativno telo, urejanje prostora, veste, da je izrazito interdisciplinarna dejavnost in seveda takrat smo predlagali, da bi morali pravzaprav nek organ koordinirati, ker ministrstva so ponavadi zelo vrtičkarska in seveda smo smatrali, da bi bilo zelo dobro, če bi stvar nekoliko pokoordinirali. Naslednja zadeva je bila seveda še ena druga stvar. Mi smo bili ob vstopu Evropsko unijo, oziroma ko smo se začeli pogajati, zelo v bistvu še na pol v bistvu socialistična država in v bistvu nismo poznali pravzaprav nekega trga, nepremičnin in pa pasti, ki veljajo v nekih tržnih sistemih. Davčna politika, potem cene nepremičnin in tako naprej. Ne? No in seveda, takrat smo mi predlagali, da bi bilo zelo dobro, če bi ustanovili agencijo za gospodarjenje z nepremičninami. Morje agencij imamo, ne? In takrat so se tudi intenzivno kupovala zemljišča za avtoceste in podobne zadeve in smo rekli, neka v bistvu upravna, pa vendar strokovna inštitucija bi Slovenije rabila. Ne? No, seveda, pozneje so se sicer nekatere stvari dosti kvalitetno realizirale, vendar, vam moram povedati, v tem času je veljal še v bistvu stari zakon o urejanju prostora iz 84. leta, se pravi še izrazito socialistično, in do zakona novega smo prišli šele 2003. Naslednja vlada ga je čez 3 leta spremenila in takrat moram reči, da se je stroka totalno uprla. Vmes so bili sprejete te naše ideje, kako bi pravzaprav nekoliko drugače v drugih razmerah morali planirati in tako naprej. In seveda še ena druga zadeva moramo povedati, da v okviru takratnega ministrstva za okolje in prostor je deloval en oddelek, ki se je pravzaprav ukvarjal zelo kvalitetno s temi problemi. To je bil urad za prostorsko planiranje, angažiral v Sloveniji dosti stroke, kolikor jih sploh jo je še na tem področju in seveda pozneje se je ta služba razformirala in v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami nimamo inštitucije na ravni pravzaprav vlade, ki bi pravzaprav koordinirala prostorski razvoj Slovenije. In mi seveda trdimo, prostorski planerji, da pravzaprav vlada neke vrste kaos. Dobro. Jaz bi to končal, pa če mi dovolite, bi 2 strani je. Ne vem, če bomo imeli dosti časa. No, dobro, bom sam predstavil inštitucijo, pa bomo, če ne vam bomo pa po elektronski pošti vam bo poslal. Slovenija se je formirala v tem času, ko dejansko stroka ne more prevzemati odgovornosti te pretirane liberalizacije posegov v prostor. Veliko je nekih škandalov, ne? Tudi v okviru parlamenta so neke komisije imenovane in tako naprej. Se pravi, diši pod nečem, da stvar na tem področju povsem nadaljuje. In kdo smo pravzaprav partnerji, ki se imenujemo odgovorno do prostora? Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politiko urejanja prostora, 5 članic univerze in sicer Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Oddelek za geografijo, Fakulteta za družbene vede, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, Zavod za prostorsko kulturo Trajekt, Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem.
To se pravi, če nekako združimo, nas je približno 200 posameznikov, ki strokovno delujemo ali pa delujejo na tem področju. Se pravi, zelo močna inštitucija. Civilna iniciativa Kras smo že podprli dosti zgodaj, se pravi v 2008, ko je pravzaprav ven nekako v javnost prišlo, tudi za vašo podporo, da pravzaprav na tem področju nekaj ni v redu. In moram reči, da smo pripravili danes pismo, ga uskladili, seveda toliko inštitucij med sabo uskladiti je zelo težko, in ga mislimo poslati predsedniku vlade, ministru Žarniču za okolje in prostor, predsedniku države dr. Danilo Turku, predsedniku državnega zbora dr. Pavlu Gantarju, predsedniku državnega sveta magistru Blažu Kovačiču, predsednico odbora za okolje in prostor parlamentu gospe Bredi Pečanovi in pa seveda vsem partnerjem in pa seveda medijem. Mislim, da je nekako čas, da začnemo v Sloveniji reševati tudi svoje lastne probleme v državi, razmišljati tudi o prihodnosti in ne, da se obadamo z nekimi problemi, ki se vračamo nazaj na 90, 91 in tako leta. In seveda druga zadeva je to, da smo v tej skupini vendar začeli razmišljati, da sta to dva zelo prezentna problema v Sloveniji. Reševanje stanovanjske politike, posebno kako urediti stanovanjsko politiko v podeželskem prostoru, ki zavzema praktično 80% in polovico prebivalcev Slovenije. Drugi problem je pa seveda ta prostorski, kako pravzaprav ustvariti neke metode, ki jih zunaj zelo uspešno rešujejo in so v bistvu zelo enostavne, če bi se znali drugače organizirati. Stroka jih pozna in mislim, da jih bomo v državnem svetu na nek način skušali tudi predstaviti. In seveda mislim, da smo dolžni kot strokovnjaki javnost na te probleme opozoriti. Toliko, da ne bom bral, ne? Ja, hvala vsem za izčrpno poročilo. Gledam tudi, da pričakujem, da imate kar veliko vprašanj, da jaz kar prepustil besedo. Še prej, pa mi smo že v enem prejšnjem pismu pozvali tudi vse politične sile v tej državi, da tudi na nek način se odzovejo, da se opredelijo do te naše pobude in tako dalje. Zdaj, kot sami veste, kakšnega pretiranega odziva ni bilo. Imamo na nek način podporo Slovenske ljudske stranke, ker oni so tudi uvrstili, oziroma bi bilo tudi poslansko vprašanje na to temo, da bi se sklicala seja državnega zbora na to temo, ampak je bilo pač preglasovano. Imamo pa tukaj predstavnika ene druge izven parlamentarne stranke, in sicer Nove Slovenije, in bi jaz prosil gospoda, če bi lahko prebral to pismo, katerem podpirate pobudo. Kar izvoli se ga. Da boš mikrofon. Ja, spoštovane gospe in gospodje, najlepša hvala za besedo. Tudi sam sem Primorc. Prihajam iz Krasa, iz občine Komen in se dejansko osebno zavedam tega problema. Stranka se ga tudi zaveda tega problema, ki je, in mi smo dali že tudi javnosti eno posebno pismo kot podporo civilni iniciativi Kras in civilni iniciativi za Primorsko. Pa bom nakratko prebral. Stranka Nova Slovenija podpira prizadevanja civilne iniciative Kras in civilne iniciative za Primorsko, ki od vlade zahtevata uveljavitev zaščitne klavzule na trgu nepremičnin na Krasu. Vlada mora klavzulo uveljaviti, sicer nam sledi italijanizacija Primorske, čemu smo bili priča že v preteklosti. Slovenski Kras bo spet tako postal zaledje Trsta, spalno zaledje, saj premožnejši Italijani na Krasu neovirano kupujejo nepremičnine, cene le-teh pa strmo rastejo. Zaradi tega je zaskrbljenost domačinov povsem razumljiva. Vlada mora nujno ukrepati in tako zaščititi slovenstvo, slovensko kulturo in jezik, sicer bomo kmalu postali tujci na lastni zemlji. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je v nekaterih kraških vaseh že skoraj 10% italijanskih prebivalcev. Posledično se pojavljajo tudi zahteve po prevodih gradbene dokumentacije v italijanščino in po dvojezičnosti v občinskih uradih, poštah, bankah in ostalih ustanovah. Kras in celotna Primorska sta etično čisto slovensko ozemlje, zato so zahteve po dvojezičnosti v uradnih ustanovah nesprejemljive.
V duhu zgodovinskih dejstev podpiramo vsa prizadevanja, da se prepreči nadaljne poseljevanje italijanskih prebivalcev na Primorskem, ter tako pravočasno prepreči konflikt med domačini in priseljenci. Poudarjamo, da v tem primeru pomeni multikulturnost uničevanje identitete lastnega naroda. Iz prejšnjega stoletja izhaja težnja italijanske oblasti po slovenskem ozemlju, zato je bojazen Slovencev na tem ozemlju popolnoma upravičena. In za konec, vlado in medresorsko skupino Nova Slovenija poziva, da pohiti in naslednjim generacijam na Krasu in Primorskem omogoči dostojno življenje pod slovensko zastavo in himno. Kdor se iz sosednje države prostovoljno priseli na slovensko ozemlje, pa se mora zavedati tudi vseh posledic tega dejanja in ni upravičen do pravic, ki jih uživajo avtohtone narodne skupnosti v Sloveniji. To je mnenje Nove Slovenije. Kot sem že povedal, tudi sam prihajam iz Primorske in dejansko naši dedje so mnogo preveč pretrpeli pod jarmom fašizma, da bi lahko omogočili nazaj italianizacijo Krasa. Zaradi tega je tudi moja osebna podpora kot predsednika podmladka Nove Slovenije civilnima iniciativama res odkrita in naj se še naprej tako borijo za Primorsko in za Kras. To seveda lahko velja za našo Štajersko. Hvala, Jernej. Torej, s tem smo mi v bistvu ta uradni del zaključili. Jaz bi kar prosil, če imate kakšna vprašanja, smo na voljo vsi tukaj prisotni. Mogoče bo še kdo iz publike se še kaj javil, prisotnih nekaterih gostov. Tako da prosim, kar izvolite. Lahko čisto konkretno, na kratko naštejete, na kak način si vi te zaščitne ukrepe predstavljate? Čisto konkretno, ne vem, vladna uredba o zaščiti jezika, na primer, kako to je? No, mogoče sem pozabil še povedati, kar smo prišli tudi iz parlamenta, ker smo se sestali in vprašanje je bilo identično. Ne? Tako jaz bom tako rekel, verjetno razumete, da civilna družba ni tista, ki bo na nek način pisala zakone ali pa pisala uredbe in učila državo, kaj naj počne. Naloga na nek način naša je, da opozarjamo na problem. Ampak kljub vsemu smo pa prišli do ene ugotovitve, da recimo na tak način, ki je lahko v neki državi, recimo kot je to Danska ali pa kot je to recimo Malta naredila ali katere druge države, ki se izkoriste to možnost zaščitnega ukrepa, je utopično pričakovati, da se ga lahko kar prenese v slovenski prostor in da bo tukaj enako funkcioniral. To recimo o tem ni niti za razmišljati. Da bi tudi sprejeli neko uredbo ali pa nek zakon, ki bi recimo celotna obmejna območja v državi enako urejal ali pa bil efekt enak temu, kar mi pač zahtevamo od vlade oziroma od države, je tudi utopično pričakovati. Zakaj? Zaradi tega, ker ste sami razbrali tudi iz kolega iz civilne iniciative za Štajersko, v bistvu so razlike v prostoru, v posegih, v načinu, celo v kulturi, ali gre to za urbanizacijo, ali gre za kmetijsko politiko in tako dalje. Tako da naš predlog je šel tudi danes, ko smo bili v parlamentu, v to smer, da vladne inštitucije, se pravi, to so predvsem ministrstva, za celotno območje ozemlje Slovenije določijo neke specifične ukrepe. Ali bodo te predmet uvedbe, uveljavitve zaščitne klauzule, ki ima možnost Slovenija do 1. maja, to je v bistvu predvsem odvisno od te konfrontacije z evropskim pravnim redom. Vkolikor bo do tega prišlo, že recimo sama uvedba evidence, v katerem vi vodite v obmejnem območju nakupe nepremičnin po državljanstvih, ki prihajajo iz Evropske unije, je na nek način proti pravnemu redu Evropske unije. In je torej treba verjetno dobiti neko dovoljenje in to je recimo ta ukrep, ki gre skozi zaščitno klauzulo. In tako dalje, se pravi, so vsi ti ukrepi se morajo verificirati skozi evropski pravni red in vkolikor ti ukrepi skozi evropski pravni red ne grejo, zato obstaja potem ta zaščitna klauzula, ki seveda, kot veste, je začasna in je potrebno v nekem določenem obdobju seveda sprejeti določen trajni ukrep na tem območju. Ker pa mi prihajamo z Krasa, mi dobro poznamo naše območje v Krasu, mi smo tudi danes na tem odboru predstavili projekt Kraškega regijskega parka, o katerem ste že mnogo slišali. Torej, to je projekt, ki je pravno veljaven v bistvu dokument, ki izhaja iz 26. septembra 2000
je bil podpisan sporazum o sodelovanju pri ustanovitvi Kraškega parka. Jaz imam eno kopijo, vam lahko samo pokažem okrog. Ta sporazum je podpisal takratni minister za okolje dr. Andrej Umek, medresorski odbor za Kras, ki ga je takrat zastopal gospod Rado Klančar, in potem vse kraške občine, Divača, Komen, Miren Kostanjevica, Hrpelja Kozina, mestna občina Koper delno in občina Sežana. V njem zelo jasno piše, da je kakšen je pač namen tega sporazuma. Govori celo o enem členu, 8. členu, govori celo o tem, kar smo pričali ta trenutek v Sloveniji, se pravi, da podpisniki vsega tega sporazuma bodo v pripravi prostorskih planskih aktov kot komponentov usklajevanja interesov o rabi prostora upoštevali strokovne podlage za razglasitev Kraškega regijskega parka. Ena izmed strokovnih podlag, ena izmed mnogih, se pravi, glavne so naravne kulturne danosti Krasa, vpis v UNESCO in tako dalje, nek trajnostni razvoj območja in tako dalje, ampak eden izmed, o katerem smo takrat govorili, takrat smo o njem previdno govorili, smo rekli, da to je razlog in strokovno gradivo, ki je nekako pod mizo, se pravi, govorilo se je tudi o nacionalni identiteti tega prostora. In jaz na nek način bi izkoristil to priložnost, da bi seveda zdaj pozval vse te pristojne uradne, ali pa bom rekel te državne inštitucije, mogoče tudi od premijeja vlade na izdol, ki pa sedaj nas opozarjajo civilno družbo, da vendar dajmo ta problem reševati previdno, da ga dajmo reševati subtilno, da ga moramo obravnavati skrajno evropsko, skrajno v duhu svoboščin evropskih, skrajno v neki multikulturnosti in tako dalje. Jaz si ga javno jih sprašujem vse te gospode, kje pa ste bili 12 let, ne? Oziroma 11, če sem točen. Ne? Torej, imeli ste sporazum, imeli ste podpisan akt in bilo treba samo nadaljevati vse postopke v zvezi z ustanavljanjem Kraškega parka, v katerem danes mi tukaj ne bi sedeli, če bi bilo to takrat uveljavljeno. In toliko recimo čisto konkretno za park, pa še ena čistena taka cvetka na koncu, ne, govori, 12. člen, prenehanje veljavnosti tega aktualnega sporazuma, govori, da sporazum preneha s sprejetjem akta o ustanovitvi Kraškega regijskega parka. To pomeni, da ta akt in ta dokument je pravno veljaven in lahko bi se tudi kdo skliceval nanj, predvsem pri pripravi občinskih prostorskih aktov, ki nikakor v nobeni kraški občini ne sledijo strokovnim gradivom, ki so bila podlaga za tale akt o ustanovitvi. To je recimo za primer Krasa, verjetno je za primer Štajerske potrebno sprejemati določene ukrepe na področju kmetijske politike, verjetno je, ampak mi nismo tukaj zato, da vam bi povedali, nismo strokovnjaki, ampak predvidevamo, da recimo na območju Bizeljskega ali pa recimo Gorjancev, kjer je problem za sekundarnimi začasnimi bivanji vikendov, tujih državljanov, verjetno neka omejitev teh sekundarnih bivanj in tako dalje. Tako da mi je žal, vam ne morem konkretno, ampak zadeva je tako kompleksna in ravno zato je toliko tudi zahtevna in tudi toliko občutljiva na nek način, da v bistvu ni čarobne palčke, ki bi rekel, eno uredbo sprememo in smo rešili celoten problem. Tega se mi dobro zavedamo, da ni. Ampak žalostno je, da se ta država in ta vlada, ki je zdaj praktično, to je njena zgodovinska naloga, zdaj ta trenutek, tega do sedaj, dokler nismo mi povzdignili glas, se ni nihče o tem ukvarjal, ni točnih evidenc, kot veste, ne? Sploh koliko je odtujenih teh nepremičnin in tako dalje. In v bistvu mora civilna družba dvigniti glas, da se v bistvu aktualizira problem in da se sploh o njem govori in da sedaj panično iščejo rešitve, kaj bomo naredili do 1. maja, ker danes smo slišali, da je samo še ena seja državnega zbora predvidena v aprilu in potem že 1. maj in zdaj konec. Zdaj, če ne bojo neki na brzino pripravili do te seje državnega zbora, ki bo aprila in konec sveta. Mislim, to je sramotno in neodgovorno v te države, da tako ravna z tako občutljivim prostorom, kot je in Kras, in Štajerska, in Prekmurje, in Bizeljsko in tako dalje. Prosim. Preomenjeno bo, da se da občutljivo to rešuje tudi na občinskih ravneh. Zdaj, kakšen ukrep v bistvu imajo občine, v končni fazi, ko morajo verjetno najprej prek državne ravni, se pravi, vsi ukrepi morajo biti usklajeni z Bruslom, in šele potem se lahko to prenesel neke akte na ravni občine, se pravi, kaj lahko potem v bistvu občina stori, če se pred država že ni storila. Ja,
če lahko jaz, mogoče Mihael še tikaj. Zdaj, kaj lahko stori? Vedno mora biti usklajeno z evropskim pravnim redom. Že sami občinski prostorski načrti, pa bom rekel, vsi pravilniki, kakršenkoli, ki urejajo prostor ali pa posega v prostor, morajo biti usklajeni že direktno z evropskimi uredbami in z evropskim pravnim redom. To pomeni, da smo zopet tam, kjer smo bili, se vrtimo v začaranem krogu. Se pravi, kakršenkoli tak poseg, ki bi bil na nek način diskriminatoren, ne, ali pa bi bil ne bi bil usklajen z evropskim pravnim redom, mora zato ne občina, ampak država dobiti neko dovoljenje od Evropske komisije za, mislim, da je za širitev ali za, ki ima često te pristopne pogodbe. Pa bom zopet povedal še eno zadevo, da bi pa to lahko tudi že v preteklosti reševali, tudi mogoče ravno s tem, konkretno s tem Kraškim parkom, ki ga imamo na Krasu, ta rešitev, vam moram nažalost povedati, da so ravno občine bile tiste, ki so to blokirale. Ne? In odblokirali so ga ne vse, mogoče polovica, vse tiste so blokirale, ki so ravno zdaj ta trenutek tam največja žarišča. To je zelo zanimivo. Ne? In zdaj, koga so takrat te občine ali pa župani zagovarjali, koga na nek način tolerirajo ali pa diskriminirajo, pač to si morate sami odgovoriti. Ampak, ko smo se spraševali, zakaj pa, ne, sve so bile floskule o tem, da bojo tam indijanci v rezervatu, pa da ne bojo mogli kmetje špricati s herbicidi, pa kaj vam, vse neumnosti so se smišljevali. Ampak glavni in osnovni problem, ne, ki zelo hitro se nismo neumni vsi, lahko nas imajo za norca, ampak ne more nas imeti 12 let, ne, eno leto lahko. Ampak glavni in osnovni namen je to, zaradi česar mi tudi v tej državi pokrajini imamo, ne. Kraški regijski park pomeni zelo preprosto ukrep, da se določene pristojnosti, predvsem na področju ravno iskanja soglasij in urejanja prostora, prenašajo na nek tisti umestni nivo, se pravi ta drugi nivo ravni odločanja v prostoru. To, kar imajo popolnoma vse države evropskega gospodarskega prostora, samo Slovenija tega nima. Se pravi, mi nimamo pokrajin, mi nimamo tega drugega vidika urejanja prostora in ravno ta Kraški park, ne, bi bila neka, bom rekel, subregija znotraj velike primorske pokrajine, kot jo mi vidimo, ki bi dejansko imela ta drugi nivo odločanja o posegih v prostor. In to je bil glavni motiv in glavni argument, da država takrat je hotela, občani so to hoteli, kajti ta akt o ustanovitvi je plod dveh projektov, ki so potekali sporedno na Krasu, kjer se je ugotavljalo na terenu med ljudmi skozi delavnice, se pravi na najbolj demokratičen način, kar je možno. Svet Evrope je takrat to sfinanciral in kasneje tudi Interreg oziroma Farev program čezmejni, da se v bistvu ugotovi, kaj si Krašice želijo na tem prostoru. In torej imate to, da ljudstvo si želi eno tako zaščito, država bi to z veseljem tudi uvedla, imate pa tisto umestno stran, ki je fokusirana v enega župana, pa v njegova koalicija v občinskem svetu, ki bojo to zminirali. Ne? In to je nedopustno. In zopet je tudi to na lokalnem nivoju skrajno neodgovorno do prostora in ravno te obmejni župani, te obmejne občine bi morali imeti popolnoma drugačen tretma tudi, kar se tiče recimo tudi teh državnih predpisov. Ne? Sklicovanje na precednejšem primer, kot se jih prej in spravi malo danes, se pa ne morate pomagati, da je za specifične primere. Točno, ja, točno. Vse mogoče bo dr. Prosen pol mogoče kasneje razložil ta danski primer, recimo, ampak tam gre res za neko specifiko, kajti Danci so itak bili izjema, ampak so tudi dejansko samo sekundarna bivališča, ker to je bil takrat naval, ne, na sekundarna bivanja strani Nemcev oziroma vikenda. Ne. Mogoče profesor Prosen dve besedi. Samo še eno vprašanje. Ja. Kaj zahtevate je pravzaprav nekaj gasijski ukrep, v končni fazi pa ste sami izpostavili, da problematika dosti širša. Ja. Vi pa zdaj neščete nekaj, da bi na hitro blokirane, ker gre tudi za prostorskega urejanja, ni nobenega urbanističnega, neko dobrovoljstvo, se pravi, niti ni potem, recimo, da ste rekli, da se ne vodi evidence po znatnosti, podobno se pravi, da je za nekaj zelo široko problem. Ja, definitivno, zato je potrebno zdaj, država bi morala zdaj na nek način modro ravnati v tem stilu, da bi ugotovila zdaj v tej medresorski komisiji, mi upamo, da bo prišla do teh ugotovitev, da problem obstaja. Ne? To je zdaj ključna stvar. Ne? Civilna družba opozarja, da problem je, oni so zdaj ustanovili komisijo, da ugotovi, če je to res. Ne? Torej, oni morajo ugotoviti, da problem obstaja,
in morajo na nek način z neko diplomatsko noto prositi Bruselj, pa to je tako laično rečeno, da si pridobijo nek odlog ali pa nek zamik tega ukrepa zaščitne klauzule in da v tistem času v miru, recimo 6 mesecev, 1 leto, to se že da, v enem letu se že lahko marsikaj naredi, da v tistem času se pa mogoče sprejme neka serija ali pa nek nabor ukrepov. To je tako. Torej, vi se zauzemate zdaj za to, da bi se ta rok do 1. maja še podaljšal? To bo povedala Evropska komisija. Lahko bo vlada prišla do 1. maja že kar z rešitvijo, ne vemo. Ampak kot možnost dopuščamo tudi to pač ni v naši pristojnosti. Ne? Nekako ocenite, magari v odstotkih časa, kar smo stopili v Evropsko unijo od danes, kako je bilo za izgledijo, recimo, Italijana? To je problem. Izhodično, to je problem evidenc. Mi pozarjamo, da država od leta 2004 niti za to ni poskrbela, da bi imeli enotne evidence, ko so tega. Čeprav se je v enem naboru zakonov, ki jih je izdala 3.4.2004, 4.2004, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvo za pravosodje, se je takratna vlada obvezala, da bo v teh 7 letih sledila temu. Torej, mi si ničesar ne izmišljujemo. To je vse tam zapisano, imamo tu dokument. Res en dolg seznam ukrepov, nalog in tako naprej, s katerimi bi vlada in pristojna ministrstva in inštitucije sledile v tem 7-letnem obdobju, kaj se dogaja na gospodarskem področju, konkretno tudi na področju nepremičnin. Ne? Ker tega niso naredili, smo danes v tem stanju, pač smo tukaj, ne? Mislimo, da je imeti evidence o dogajanju na nepremičninskem trgu tudi osnova za eno pobudo za zaščitno klauzulo, za uveljavitev nekih mehanizmov mogoče, ne, znotraj tega. Ne. To je pa res problematično. Tiste evidence, ki so objavljene na spletni strani Ministrstva za finance, so, tako kot vedno rečemo, delno uradne. Predstavljajo neki nabor, ni pa vsega tam noter zajetega, ker so, vemo, ne, imamo nepremičnine, ki se prodajajo, ki so podvržene zakonu o davku na nepremičnine, te so pač evidentirane. Vse ostale, ki so podvržene DDV-ju, pa ne. Mislim, to je potrebno razumeti, ne. Saj, če želite, lahko razložimo na drobno. In ažurnost zemljiške knjige in tako naprej, to ne bi rad. Pomembno je to, da ta vladni resori so leta 2004 ugotavljali to in da v tem času, se pravi v 7 letih, ni bilo na tem segmentu narejeno nič. Neodgovorno ravnanje in zdaj operirati z številkami kot osnova za neko oceno neke ogroženosti je nekorektno, ne? Ker mi opozarjamo na trend, ki se pojavlja, ne? In na posledice, do česa lahko pride. Lahko pa se neuradno ocenite. Mi imamo podatke zemljiške knjige, ki govori o nepremičninah 1340 na področju Primorske, davčnega urada Primorske. Ne? Od tega je 802, govorim o ne hišah, o nepremičninah govorim, 802 v lasti italijanskih državljanov. Ne? Mi smo šli pa, zato ker smo hteli odgovoriti en lakmusov papir, bi rekli, temu se reče v kemiji, vas Lokev. Ne? Lokev na Krasu, ker smo imeli take in drugačne probleme, od uporabe jezika, problemov med samimi krajani in tako naprej, smo šli od hiše do hiše in gotovili, da je 80, poudarjam, nepremičnin v lasti italijanskih državljanov. Od 280 hiš. Bi prosil, da to citirate, ker govorimo o nepremičninah, ne govorim o 80 hiš, ki so stavbna zemljišča. Ampak, gledajte, predstavljate si vi jeti neko okolje, ker niti osnovnega ne veš, ki moraš, ne, to je neodgovorno, neresno
In na tako občutljivih področjih, kot je tukaj bilo tudi poudarjeno, s vsemi temi problemi ste slišali, golobivnice, pa še in še bi lahko tega naštevu, se igramo na ta način. To je grozno, nedopustno in zato smo tudi dvignili glas. Hvala. Če bi lahko jaz še podal, recimo tudi z tega štajerskega konca neke pripombe, pomisli. Bom rekel, ko smo zbirali uradne podatke, koliko je bilo teh kmetijskih površin ali pa nepremičnin oziroma hiš prodanih, jih enostavno nismo mogli pridobiti. Z odgovorom, da je pač to nekak skrivnost. Če ravno so vse te, se pravi, vse te prodaje visijo na oglasnih deskah in so tudi na e-portalih objavljene, je po drugi strani pridobivanje teh podatkov javno skrivnost. In na našem koncu smo od leta 2007 pač krajani intenzivno spremljali, kar je bilo na oglasnih deskah in koliko se je teh nepremičnin ali pa kmetijskega zemljišča prodalo. In smo prišli do ugotovitve, da se je prodalo recimo 35 hektarjev kmetijske zemlje in 18 hiš. Seveda z vidika recimo poprečne velikosti kmetije v EU ali pa v Sloveniji to ne predstavlja veliko. Ampak jaz bi zdaj rad to pač primerjal na naše področje Svečine, na teh 12 km meje, na katero naša Svečina pač meji. To pomeni, mi imamo v sami vasi oziroma v vaški skupnosti približno 190 hektarjev kmetijskih zemljišč, ki so pod vinogradom. 35 hektarjev je že odprodanih. Vse te transakcije, ki so se zgodile, se običajno zgodijo tako, da se to nekaj na vasi govori, rečemo, pa saj to nič ne bo, in do zdaj se še izkazalo, da se še ena taka govorica ni izkazala za resnično. To povdarjam, niti ena. Vse, kar se je govorilo, se je tudi zgodilo. Za naslednje 2 leti je v igri zopet novih 30 hektarjev. To pomeni skupno bo 65 hektarjev, kar je 1/3 vseh vinogradniških površin na našem območju. To pa je ta zaskrbljujoč podatek, na katerega bi vam radi povedali in na katerega tudi apeliramo, da se spravi v javnost. In tudi ti dogovori so že sklenjeni, dosti krat so tudi transakcije ali pa, bom rekel, že nakup opravljen, oglasna deska, ponudba je še samo tisto, kar uradno, formalno stoji na oglasni deski, dosti krat tudi z izpisan dosti višjo izklicno ceno, kot pa je dejansko promet upravljen. To pomeni odvračati morebitnega kupca od nakupa nepremičnine, s tem, da damo pa pod temu, ki ima kapital. Ob tem bi pa rad poudaril, da nihče od nas, recimo, ki pač na tem območju živimo, tudi ne zamerimo ljudem, kmetom, ki so pač obobožali ali nimajo naslednikov, da to svojo nepremičnino prodajajo. Konec koncev prodajajo pač najboljšem ponudniku. Radi bi pa samo počgali to zavest naše diplomacije, naše vlade, zakaj pa Slovenec ne bi mogel živeti tudi na slovenski zemlji. Se pravi, dati možnost ali neko predkupno pravico drugim, tudi z tem, da se sprejmejo ukrepe tudi na področju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, da uveljavljajo svojo predkupno pravico in dajo potem morebiti to zemljo tudi v dolgoročni zakup. Mi vsi pričakujemo, da bi denar, ki bi bil pač vložen v neko obmejno območje, ali pa država pričakuje, da bo to pač takoj vrnjeno. Treba razmišljati, ti projekti so dolgoročni, na 20, 25 ali pa še več let, se pravi generacijsko, in v tem času bo ta denar definitivno vrnjen. Kot plastično primerjavo bi rad podal primer občine, naše sosednje občine na avstrijski strani, ki ima 520 prebivalcev, družine, ki živijo tam, se ukvarjajo z oddajanjem sob v najem in letno, ne boste verjeli, imajo 110 tisoč nočitev. 110 tisoč nočitev vas za 520 prebivalci. To pomeni, če vsak pusti 100 evrov tam, je samo skozi davek vrnenega letno 2 milijona. In če podobno razvojno mislimo sami krajani, pa tudi lokalna skupnost in če nas tudi država pri tem podpre, mislim, da ne bo dobenega problema. Hvala lepa, Cene. Še kakšno vprašanje? Mogoče prej. Vi ste rekli, vi spremljate pač podatke o tem, koliko se prodaja.
podlagi časa pa sklepa, da je to kupujo tujci? Zato, ker vemo, ker so to naše sosedje, ker se je to zemljišče fizično prodalo, ker jih spremljamo, ker je to par 10 metrov od nas, ker vemo, kdo jih obdeluje, zato, ker so se te hiše, ki so se prodale, ostale prazne, ljudje, ki so ostali v teh hišah, recimo, ki so imeli stanovanjsko pravico, se jih meče ven iz hiš. To pomeni, da tudi ti, ki so to kupili, ne spoštujejo ne pravnega reda Slovenije, Republike Slovenije, ne zakonov, se pravi, in jaz bi rad, da bi jim dali vedeti, da smo pač mi bolje organizirana, bolj pravna država ali pa manj skorumpirana, kot je sosednja. Poleg tega so se tukaj vršile velike obnove vinogradov, za vse, kar je pač obnova nad 4 hektarje, vemo, da je treba pridobiti tudi soglasje vpliv na okolje. Dobenih teh študij ni bilo narejeno. Uničile so se ceste, se pravi javna infrastruktura in tudi recimo vodnjaki, ki so na teh parcelah bili, ki so pisani v kataster, so se zbrisali in ljudje nimajo niti več tiste svoje samoskrbe z vodo. In to je ta pereč problem, ki je mogoče malo drugačen, kot je pa pri vas na Krasu. Hvala. Zdaj, ste omenili kot glavni problem je, da to dviguje cene nepremičnin oziroma zazidile zemlje in da to veliko ne mogoče, da se kupijo simplificirati zazidejo hišo. Ampak v drugi strani pa to mogoče tudi nekomu, ki ne želi živeti, da v bistvu proda svojo parcelo po višji ceni, ne? Tako da verjetno to... In kaj je v bistvu kaj je poleg tega še težava, da kupujejo italijani? Zdaj, gospod Gotovce, da moral o tem to postane neka italijanska enklava sred Krasane, ampak a je dejansko tako? Glejte, tukaj pri takih zadevah, kadar se odločajo o tem, ali je zdaj ta dvig cene problem ali ni problem, je treba pač verjetno vedno bi morali ugotavljati verjetno tudi, kje je javni interes, ne? In javni interes nikakor ni nikoli na strani nepremičninske agencije, kajti to je treba tukaj javno povedati, da 99% vseh nakupov in prodaje zemljišč in hiš na Krasu ne vršijo direktno in konkretno domačini, ampak ponavadi pač to vršijo nepremičninske agencije, ki imajo pač tisto pooblastilo do vpisa v zemljiško knjigo. In torej njim je nekako v interesu, da je ta cena čim višja, ne? Torej, tako ko smo zdaj pač prišli v neko obdobje, ko tudi avta več nihče več sam ne hodi na sejem prodajati, pa greš v avto hišo in ti povejo, koliko je cena in ti ga za to ceno recimo uspejo prodati ali ti ga ne uspejo. Isti problem je z nepremičninami, oziroma to ni problem, to recimo smo sprejeli kot nekaj normalnega. Ti greš nepremičninsko agencijo in ti oni povejo, ne? Torej, oni ti rečejo, za to hišo ali pa za to njivo bomo dobili na kvadratni meter lahko toliko. Torej, nekdo je postavil ceno, mi jo pač nismo, mislim, tisti, ki prodajajo, jo ne postavlja. Tako da tukaj je zelo hitro potem videti, ali je zdaj ta javni interes na strani peščice ljudi na Krasu, ki zelo dobro služijo in ne treba dati kapo dol, ki so razvili izredno dobro podjetniško idejo in izredno dobro infrastrukturo glede oglaševanja, predvsem na sosednji strani, v vseh časopisih italijanskih na sosednji strani imate seveda oglase za nakupe nepremičnin v Sloveniji, zelo ugodno in tako dalje. Ali pa recimo velike večine Kraševcev, tako kot je omenil gospod Cene iz Štajerske, ki na ta račun, da cena nepremičnine je prišla na neko ceno, ki je praktično postala nedostopna mladim družinam ali pa recimo normalnim že družinam, ki so preskrbljeni in tako dalje, ki imajo možnost tudi najete kredite in tako velike, da tam ne morejo kupiti in bojo morali po neki logiki se odseliti nekam, ker bo je to možno. Se pravi, vi imate na razdalji, ne vem, 30 km od Krasa pa recimo do Pivške kotline, imate razliko v ceni lahko 100 evrov, ne, na meter. To je recimo nesprejemljivo, ne. Mislim, če nekdo reče, da to ureja trg, to je čista laž, ne. Kajti trg, bom rekel, trg na Krasu je fokusiran samo na te koridorje, tam je v bistvu se lahko dobi najvišjo ceno za nepremičnino, ker je zelo hitra infrastrukturna povezava, predvsem za centrom mesta Trst, ne? To je zelo zanimivo, ne? Tako da tukaj recimo
v neki vasi, nekje, kjer recimo nekdo išče neko pristnost na Krasu in smo zelo veseli, da takih ljudi je čim več, tam recimo ni teh kupcev. Ne? Tukaj gre za nek pojav, neke dnevne migracije, to ni priseljevanje v smislu, klasičnem smislu, da se nekdo preseli kar in se tukaj požene korenine, rečemo, ne? Ampak gre za dnevno migracijo, da nekdo samo spi in hodi vsakodnevno v službo v sosednjo državo, tam plačuje davke in tako dalje, na račun tega, ker večinski narod tam pač na račun tega dviga, nenormalnega dviga tak nepremičnin, pač tam ne more živeti. In mislim, tu je ta glavni problem. Ampak gre za nakupovanje kakšnih nepremičnin? Predvsem novogradenj, ki jih ni recimo konkretno zajetih, tukaj Barbara prečitala, teh konkretno tam noter v teh evidencah ni. Kajti vse novogradnje, ki grejo transakcije čez, predvsem grejo čez gradbena podjetja ali grejo čez nepremičninske agencije, so podvržene davku od DDV-ja, odvajanju DDV-ja in teh v tisti evidenci prodanih nepremičnin, ki se odvaja davek na promet nepremičnin, tam jih ne. In to so v glavnem vrstne hiše, to so taka manjša blokovska ali pa satelitska naselja, ki praktično za samo krajino, za samim tistim pravim prostorskim načrtovanjem, ki zelo večkrat ga omenja dr. Prosen, pa dr. Lah, pa še marsikateri drugi strokovnjaki, nima nič skupnega. Ne? To je v bistvu, se pravi, tukaj se meša ta, mi predvsem opozarjamo na prostorski problem, to že ves čas, sedaj se pa tukaj v bistvu pojavlja že ves čas, potem je pa tudi ta, bom rekel na nek način nacionalni, oziroma, če hočete, tudi demografski. Ne? Tudi če bi se odmislil sam nacionalni, gre tudi za čist klasičen demografski pojav, je verjetno zelo podobno, kot je na Štajerskem, samo da je razlika v nepremičnini, ne, katera je ta, ali je to vinograd, ali je to hiša. Prosim. Če se predstavljamo obratno situacijo, pravite, da so cene 10-krat pač više, oziroma 10-krat so zrasle neke osnovne cene in da se Slovenci ne more privoščiti. Predstavljamo si obratno situacijo, pa bi mi tukaj danes govorili o razprodaji slovenskih zemljišč na Krasu pod ceno. Mislim, kaj je za vas v spredju ekonomski interes, na koncu koncu tudi to dobro za razvoj Krasa, če se neko zemljišče prodaja na ceno, ne? Ja, pa kot sem odgovoril, ne na račun nekega ker ta prevelika, torej bom tako povedal, zelo bom bolj plastično. Mi poznamo take ekstreme v visoki ceni, ki odstopa. To so predvsem turistična središča, recimo Kranjska gora, Portorož, ki so nenormalne cene, recimo, ne? In je zelo v 30 km stran je cena totalno drugačna, nižja, ali pa recimo tako zgostistveno območje, kot je recimo center države, kot je Ljubljana, za svojo okolico. Torej, za vse te najdemo razloge. Razlog, ki je v centru države, ker so tukaj vse državne inštitucije, so vse fakultete, vse, kar je centralizirano v enem mestu in je normalno, da je na nek način v tem obrobju visoka cena in to se sprejema. V turističnih središčih ravno tako, pač zaradi izjemnega turističnega potencijala in tako dalje. Ampak ne smete pozabiti, da zaradi tega, ker je v tem mestu Ljubljana koncentrirano vse, kar imamo v tej državi, da, bom rekel, samo mesto Ljubljana ali pa tudi meščani na nek način tega lahko tudi nekaj imajo in živijo od tega. Ali dajo sobe, ali so prodane nepremičnine za ministrstva, ali so to, se pravi, dostopnost do znanja v fakultetah in tako dalje. V turističnih središčih je to zelo hitro povezano s tem, da celotno občina na nek način živi od turizma, če ne drugega polni razne koncesnine. Znani so primeri, recimo tudi Postojnska jame, ki so bili kratkem, ali pa recimo oddajanje sob turističnih, pa celotna populacija zaposlena v neki turistični panogi. Kaj pa imamo mi na Krasu? Mi od tega nič nimamo, imamo pa visoko ceno. Zdaj, če bi mi vsi živeli od, bom rekel, od tega, da nekdo tam lahko iztrži neko veliko ceno, bi si želeli čim več takih iztržkov in bi vsi dobro živeli. Ne? Ampak kot sem prej omenil, gre za peščico ljudi. In če ta peščica ljudi lahko vpliva, zdaj smo zašli že prej v tiste vode, tudi, bom rekel, v nacionalne interese, je pol hudiča v kakšni državi pa živimo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Tako samo eno čisto tehnično še. Vi ste tole pismo današnji datum nosi danes naslovili na občino? Tako, bo šlo pa zjutrašnjo pošto naprej, ker smo danes tukaj. In bojo verjetno v drugem tednu dobile to vse občine. Moram pa povedati, da poleg občine Sežana, ki ste že slišali, da je pač nek sklep, ki ni sklep, ne? Ki je podpora in ni podpora, ne? Tak sklep bo verjetno samo občina Sežana sprejela na Primorskem, kajti
občina Vipava, pa občina Nova Gorica, ki ima to danes na seji, pa številne občine so nam že sporočile, da bodo pozitivno podprle to deklaracijo in je tudi poslali vladi. Tako da mi pa upamo in se želimo, da bi vse ostale slovenske občine to podprle in posredovali vladi in tudi, da bi sklepe seje državnega sveta, ki bo 24. marca, upoštevali tudi v nadaljevanju teh razprav o zaščitni klauzuli. Ste rekel, da nepremičninske agencije to dela naprej, ne? Zdaj, a se mogoče dogaja to, da nepremičninske agencije so pokupile zemljišča in potem delajo naprej, ali je normalno transakcijo, jaz sem zemljo, ker močem, hočem jih namežiti kupno, pa potem ko dam named za 5 evrov na kvadratni meter za 132, ne? Ali gre pa, če so odkupali po cen zemljišča, recimo kot nekšna certifikacija zgodnja? En in drugi način je, mogoče je na Krasu še bolj prisoten ta drugi, kjer se recimo, in to območja, ki niso zazidljiva, ker se v bistvu šele na nek način se bodo zdaj legalizirala, če se bojo v novem občinskem prostorskem načrtu, so se na nek način kupila na zalogo in sedaj v bistvu čakajo. In kupili so jih predvsem nepremičninske agencije v povezavi z gradbenimi podjetji, nekateri so tudi sosednje države, ampak neč narobe, lahko so tudi iz Ljubljane ali kjerkoli, ampak to je kapital naložen in morate verjeti, da tisti, ki je kupil par hektarjev zemlje okrog ene vasi, da bo vse naredil, da bo tam se zidil. Pa če bomo mi kot iniciativa na poti temu, pa bomo, ampak šlo se bo, po moje, v vse te zgodbe. Mi upamo, da ne, ampak lahko tudi čez trupla. Hvala. So tudi v Ljubljani te primere, zato ne več. Se tudi sam strašno. Kmetijsko zemljišče forsira za zidanje načrt in bolj prodaja. Prosim samo za vaše točen primer. Še bi. Še se dobro razumije. Ja, Takole? Ja, tako je.